Da je življenje polno izzivov, dobro ve vsak izmed nas. No, da noben izziv ni nemogoč, povedo člani dramsko-glasbene skupine Sonček. So namreč uporabniki ene izmed enot Zveze društev za cerebralno paralizo Slovenije in pred kratkim so posneli film in CD z naslovom Nekoga moraš imeti rad. Dobro jutro vsem skupaj. Dobro jutro. Vesna, projekt Nekoga moraš imeti rad in projekt celotne skupine je prav zanimiv. Zakaj ste se lotili tovrstnega ustvarjanja in tovrstnega druženja? No, moram reči, da kulturne delavnice, različne skupine, tudi plesne, dramske, glasbene, lutkovne, vse to je že leta in leta na Zvezi Sonček, ne, na vseh centrih. Pri nas je recimo dramsko delavnico prej vodila priznana akademska igralka Draga Potočnjak in so tudi naši člani skupine že kar vešči v tej dramski igri. Potem, ko sem pa jaz njo nadomestila, zamenjala kot mentorica, pa smo nekako vnesli še ta glasbeni del, ne, in smo tudi malo več začeli prepevati. No in potem, ko smo to združili, je prišlo do tega, da sta nastala in film in CD. Kot rečeno, film Nekoga moraš imeti rad in CD, tudi prinesli ste jo v sabo. Tina, kot vodja projekta, kaj je na CD-ju in kaj je na filmu? Mi smo se odločili, da bi radi posneli film. Potem pa smo skupaj z Vesno se naučili pesmico Nekoga moraš imeti rad, ker pa smo imeli toliko idej, da bi ful radi snemali film in to željo že od nekdaj. Smo vsi skupaj se odločili, da pač, ko smo mi napisali ene par scenarijev, sem jih sama sestavila s prijateljcem in pač tisti scenariji so bili malo prevelik, smo se odločili, da bomo najprej naredili predstavo na to pesem Nekoga moraš imeti rad. In s to predstavo smo tudi iz te predstave nastal tudi film, ki smo ga posneli in je bilo ful fajn. Tako da je v bistvu igrano dokumentarni film, ne da? Urška, delavnice ste imeli, tudi te je možno videti na samem filmu, ampak bilo pa je treba imeti tudi delavnice da se človek nauči, kako posneti film. Kakšne delavnice vse ste imeli? Imeli smo delavnico snemanja, delavnice gline, delavnico montaže. Pa je bilo težko posneti tak film? Ja, meni je bilo v bistvu, lahko rečem, zame je bilo kar težko, ampak ne zaradi koncentracije, ampak sploh veliko kamero gor nastaviti, pa kako je boš dal gor, pa toliko gumbov. Nina, kdo pa vam je pomagal, kdo vam je razložil, kako se posname film? Mi smo v Šiški, pač sta dva fanta prišla, ki sta imela delavnico snemanja, ne? In potem smo se vsi skupaj, najprej bila ena skupina, pa še druga, ne, dve. In potem smo ti začeli snemati, je najprej ti razkazal, kako je ta kamera, kako izgleda, in potem je vsak probal tisti. Pa je bilo težko snemati s kamero? Zelo težko. Kaj je bilo najtežje? Najtežje mi je bilo to na te gumbke. Preveč gumbkov? Ja. Iztok, premiera filma je tudi že bila. Kdaj ste predstavili sam film in kje? Film smo predstavili v Šiški 22. december. Pa je bilo veliko ljudi na premieri? Ja. Pa jim je bil všeč? Ja. Kaj je bilo ljudem najbolj všeč, ko so gledali film? Ko smo bili na otoku, ko smo bili na barki, na morju, ne, pač. Sam film je dolg 40 minut, to se pravi kar dolg film, konec koncev. Kaj je bilo najbolj zanimivo, ko ste ga ustvarjali? Ste se kaj nasmejali zraven? Smo, ja. Smo, ja. Je šlo kdaj kaj po tako narobe, ali pa da ste malo zasekirali zraven, ali je šlo vse po maslu? Včasih je tudi šlo kaj narobe, ker nismo vedeli točnega teksta, pa smo mogli popravljati. Ampak je to tudi zanimivo, ne se človek nasmeji.
Kaj pa kakšna anekdota snemanja? Ste se dekleta kaj zanimivega pogovarjali, pa je kamera kaj preveč ujela, kar ne bi smela? Ja, v princih, v blond laseh, na konjih. Pa v bogatem, no. Bogata, ja. Meni se je zdelo, če smem reči, tudi zanimivo en dialog, ko sta ga imela Urška pa Denis na mostu pri gradu Otočec, in je Urška Denisa vprašala, kaj je za njega ljubezen, mislim, kako bi on zdaj to, in je rekel, ja, jaz ljubim ženske, meni so ženske glavne, in potem je rekla Urška, ja, kaj pa ljubezen do samega sebe, je rekel, najprej ženske, pol pa ljubezen do samega sebe. Veliko zanimivega torej razkrije sam film, v nadaljevanju bomo še kakšno rekli tudi o CD-ju, nekoga moraš imeti rad, še prej pa čas, da si tudi privoščimo nagradno igro. Vzglavnik podjetja Domos iz Ljubljane čaka na vas, poleg tega pa še 2 vstopnici za festival komedije v Pekrah, in sicer podarjamo vam vstopnici za petkovo predstavo, petek 9.3. Pridi gola na večerjo v izvedbi kulturnega društva Janez Jalen Notranje Gorice. Pod današnjih 9.30 pa smo skrili nekaj, s čimer izkazujemo ljubezen, ko smo že ravno prej omenjali ljubezen. 090 93 60 32 je naša telefonska številka in nekaj, s čimer izkazujemo ljubezen ali pa simbolizira recimo ljubezen do nekoga drugega, tudi konec koncev do samega sebe, kot smo danes že omenili, da najprej moraš imeti sebe rad. 090 93 60 32, kot rečeno, številka in naših 9.30 čaka. En takšen univerzalen znakec za ljubezen torej iščemo pod našo številčnico. Nekoga moraš imeti rad, torej glasbeni CD, kaj prinaša, kaj ste zlili takole v digitalno obliko na tale plošček? Ja, šli smo snemati v studio Krajnik v Škofjo Loko, jaz sem napisala besedila pa melodije, ker sem ugotovila, da imajo pač igralci in pevci dramsko-glasbene skupine Sonček, 9 je sicer, danes smo tukaj samo 4, imajo velik posluh, res glasben talent, nekateri bolj za ritem, drugi za melodijo, Urška recimo krasno žvižga, tisti, ki mogoče niso mogli peti, so na začetku en, bi rekla, govor imeli, en uvod, in mislim, da je bilo za vse prvič, da so snemali v studiu in da so res uživali, a ste? Ja. Imamo že koga na telefonski liniji, tudi režija za našo nagradno igro. Lep pozdrav, kdo je z nami? Dobar dan. Dobar dan, pozdravljeni. Ja. Magdalena tukaj. Magdalena, pozdravljeni. Od 1 do 9 so torej polje na naši številčnici. Iščemo nekaj, kar je povezano z ljubeznijo, simbolizira ljubezen, zaljubljenost. Katero polje odpiramo najprej? Petico. Petico. Nekaj, kar vsak od nas rad doživi, rad občuti. Če vam rečem, da je tole odtis od šminke, bo kaj več znanega? Kaj bi to lahko bilo? Jaz mislim, da je torta. Ne, ni torta. Žal ni torta, več sreče prihodnjič. Ni torta nekaj, kar simbolizira ljubezen. Naši gostje se tudi že nasmihajo, ker dobro vedo, kaj smo skrili pod našo številčnico. Tako, je še nekdo z nami? Halo, halo? Očitno nekogar, zelo trd oreh. Pa bomo kar razkrili, da se ne bomo spraševali, kaj nekaj je pod našo številčnico, kaj je pod Aha, no imamo še nekoga na telefonu. Halo, halo. Halo, halo, dober dan želim. Pozdravljeni, katero polje bomo odprli naslednje? Odprli bomo polje 6. 6, no pa odprimo šestico, nekaj torej, kar tako simbolizira univerzalnem znaku ljubezen, zaljubljenost. Kaj je tole? Ja, poljub. Poljubček, tako, bravo, dobro je pravilno, vzglavnik podjetja Domos je vaš in tudi 2 vstopnici za festival komedije v Pekrah. Preden se poslovimo tudi od naših gostov, pa ne gre brez pesmi in tudi eno takšno drobno presenečenje, ki je možno slišati tudi na vašem glasbenem CD-ju, bomo slišali, Aneda. Staj? Staj. Prav. Nekega jutra, ko vsak še spi, tistega jutra ljubezen se rodi. Nekega jutra, ko vsak drug je še zaspan, za naju začne se nov dan. Ko iščeš jo, osamljen si zelo. Ko čakaš jo, ti je zelo hudo. Vendar enkrat se ti posveti,
Za ljubezen se nekaj naredi. Začni ljubiti tudi ti, boš ljubljen, to je čudež, ki se zgodi. Tako, dramsko glasbena skupina Sonček vas vabi tudi 12. marca v kino Udarnik v Mariboru na premiero, mariborsko premiero filma Nekoga moraš imeti rad. Ob 11. in 18. pa jim boste lahko tudi prisluhnili. Boste vsi tam? Ja. Tudi zapeli kakšno? Vsi. Super, se vidimo. Hvala lepa še enkrat. Hvala za povabilo v studio, pa eno darilce še imamo. Hvala lepa. No, tole bom pa podarjal moj imenu Sončka. Super, takšne srček. Hvala lepa še enkrat in kot rečeno 12. vabljeni v kino Udarnik.